mojem imenu. Zdaj, jaz vam bom čisto na kratko predstavila, kako v bistvu pri nas na CIK-u smo povezali en primer dobre prakse, ga prinesli iz evropskega projekta na našo Univerzo za življenjsko obdobje Trebnje. Zdaj, tukaj v bistvu smo, kjer bo še ta naprej? Okay. Gre se za evropski projekt Erasmus+, SASME+, mediji v službi socialnih kampanj za spodbujanje aktivacije starejših, v katerem so sodelovali partnerji iz Poljske, Turčije, Italije, Bolgarije pa Slovenije. Ne. Zdaj, v kontekstu nekih teh aktualnih demografskih sprememb se vedno pojavljajo nove socialne, kulturne spremembe. Tukaj se pojavlja v bistvu staranje prebivalstva, pojavljajo se nove socialno-ekonomski izzivi. Zdaj, delež starejših od 45 let se bo v prihodnosti v vseh državah, partnerkah tega projekta povečeval. Ob prijavi, ko smo projekt leta 2018 prijavljali, so ti deleži znašali recimo v Italiji 22% v bistvu starejših od 45 let celotnega prebivalstva, v Bolgariji ta procent znaša 20%, v Sloveniji 18%, na Poljskem 16%, pa Turčiji 19%. Zdaj, ko imamo na CIK-u tudi že več kot 20 let Univerzo za tretje življenjsko obdobje, smo bili tega povabila za sodelovanje v projektu tudi zelo veseli. Zdaj, glavni namen projekta SASME+ je bil ustvariti pogoje za aktivno sodelovanje starejših v družbenem in gospodarskem življenju. To pa bi naj v bistvu dosegli preko celostnega izobraževalnega nekega programa ter kampanj socialne aktivacije preko Evropske kartice starejših, ki na Poljskem v bistvu te starejši že kar vestno uporabljajo. Vse skupaj pa je bilo podprto tudi potem z digitalnimi in klasičnimi mediji. Medijsko pismenost pa kritično mišljenje starejših smo spodbujali v okviru 2 intelektualnih outputov, to je bil tiskan časopis Evropski glas starejših pa spletni portal Vaš glas. Se je pa v bistvu celoten projekt nekako odvil v času korone. Tako da, ko so se vse aktivnosti preselile na splet, v tistem prvem lockdownu, ko je bilo, smo tudi mi začeli razmišljati o tem, kako naj dosežemo člane naše univerze, ki morda medijsko niso toliko pismeni oziroma sploh nimajo dostopa do interneta. In smo v bistvu res prišli do tega, da lahko ta nek časopis, ki smo ga pričeli oblikovati v evropskem projektu, nekako prilagodimo, prezrcalimo na naše okolje in smo tako ustvarili Utežo novičnik. V ta novičnik smo potem strnili mesečno dogajanje univerze, se pravi vse torkove delavnice, povzetke, pa krožki so pisali tudi, kaj se pri njih dogaja. Zdaj, te povzetke predavanj so pisali pa predavatelji sami. Zdaj, za pisanje člankov v okviru projekta SASME+ je bilo potrebno izvesti dvodnevni trening za 10 upokojencev, ki smo jih mogli naučiti o tem podprl, kaj sploh mediji so, kaj je njihova vloga, kako prepoznajete neke fake newse, ne vem, kako res ločiti, ne vem, tisto novico, ki je verodostojna. Največji poudarek pa smo dali temu, kako napisati članek, kakšna je njegova struktura, kje najdejo kakšne vire, kako v bistvu morajo citirati, da ne smejo prepisovati. Naučili smo jih pa tudi, kje najdejo neke primerne fotografije, ki so brezplačne, pa da jih lahko vstavijo potem tudi noter v članek. No. Tako da potem v bistvu, ko smo mi ta trening zaključili, 10 upokojencev smo mi usposobili, da so bili pripravljeni pisati te prispevke. So se pa še tudi drugi v bistvu člani univerze oglasili, da bi si tudi oni želeli osvojiti ta znanja, tako da smo v bistvu ta trening oziroma evropsko znanje potem nadgradili še z novinarskim krožkom, ki so se ga potem udeležili tudi drugi člani, ki so potem prispevke pisali tako za naš Utežo novičnik, za tiskano verzijo časopisa Evropski glas starejših, pa tudi v bistvu za portal Vaš glas. Tukaj pri portalu smo jih pa tudi mogli digitalno opismeniti, da so znali v bistvu svoj prispevek objaviti na portalu, na taki spletni strani, tako da smo jih še tehnično nekako malo spodbudili. Zdaj, mi smo do sedaj izdali 12 številk tega časopisa. Vsako številko nekako vsebinsko poskušamo v neko celoto spraviti, se pravi, da ne vem, da recimo v decembrskem času
pač prispevke krožkov so ustvarjalni krožki, prispevajo tudi kakšne ideje, kako okrasiti, ne vem, pripraviti novoletne izdelke doma, kako, ne vem, si sam nekaj izdelati, potem bolj, ko gre proti pomladi, ne vem, večje pomena rekreaciji, tako da tukaj pač poskušamo res nekako neko celoto zaokrožiti. Zdaj to je ena taka v bistvu pač majhna stvar, ki smo jo mi začeli delati, pa vseeno se mi zdi, da nekako prispevamo k temu, ne vem, zdravju posameznika pa njegovemu razvoju. Za vsake številke objavimo recimo kako kratko vajo, s tem jih spodbudimo na fizično aktivnost, jih opomnijo to, da morajo biti tudi fizično aktivni. Vedno je objavljena kakšna, ne vem, nagradna igra, se pravi, da je pač vedno povezana s kakim rebusom, križanko, se pravi, da jih spodbujamo k temu, da morajo tudi misliti. Zdaj največ je pa tudi mogoče potem to bilo, da smo pač ne posebno linijo, ampak eno našo telefonsko številko smo namenili temu, pač smo rekli UTŽO-fon. Tukaj so lahko poklicali za vse informacije, kar se tiče vsebin, mnogokrat pa kdo tudi sam zato v bistvu, da si se pač z njim malo pogovarjal, pa si mu bil v uteho. Zdaj ne vem, pač jaz mislim, da s tem našim članom polepšamo, pa popestrimo dan takrat v bistvu, ko prejmejo to v svoj nabiralnik. Vse številke so dosegljive na naši spletni strani, jaz sem nekaj izvodov tudi fizično ponesel tukaj na mizo, pa če slučajno bi kdo želel, lahko vzame brez problema. Hvala lepa, gospa Tanja.